Lepo pozdravljeni v podkastu Odmev tedna. Predvolilna kampanja se je začela, ne bomo rekli, da je že vrhunec, ampak začetek je pa prav gotovo prižgan in zakurjen. Tokrat bova komentirala dogodke z našim stalnim komentatorjem, to je dr. Sebastijan Jeretič. Lep pozdrav, gospod Jeretič. Torej, na začetku morava novinarsko narediti razkritje, ta tako imenovani disclosure. Dva vaša otroka kandidirata na teh volitvah. Res je. Torej, moja srednja hčerka Klea Jeretič kandidira za SDS v okraju Piran. Sin Timon Jeretič pa kandidira za Slovensko nacionalno stranko v okraju Koper 1. Tako da imam doma dva nadebudna kandidata, ki sta lepo opadla noter v kampanjo in sem vesel, da sta se nekako družbeno-politično aktivirala. Torej, imate pestra nedeljska kosila? Kadar se zberemo vsi skupaj, ja, sicer so precej okrog zdaj tudi čez vikende, tako da tisti redki lepi momenti so zanimivi, vsake toliko se raj izognemo kaki debati, ne zaradi njiju dveh, ampak imamo pa še eno hčerko, ki je pa, ki bi navijala za Kordiševe socialiste, tako da pol moramo držati debato na taki ravni, da ostane ta družinska povezanost, družinska ljubezen, ne glede na razlike v kakšnih pogledih. No, to bi nam mogoče lahko uspelo tudi kdaj v Sloveniji. Jaz mislim in upam, da bo nova generacija to zmogla. Ja, dober model iskanja skupnega imenovalca. No, zdaj začnimo najprej, seveda, začela se je kampanja, bilo je nekaj soočen na televizijah, ampak tisto glavno, po mojem mnenju, je bilo tole v Kopru, vi pa prihajate iz Kopra, ne? Ste bili na tem soočenju? Ne, nisem se mogel udeležiti, ker je bilo potem, zmanjšalo se je število udeležencev. Ja, ampak vaša hčerka je pa bila, ne? Sem jo videla na sliki. Ja. Torej, prvi vtis, kaj se vam zdi o tem soočenju, kaj bi lahko rekli? Zdaj bom najprej za začetek tako rekel, ravno včeraj sem bil v komisiji ob zagovoru doktorske disertacije na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer smo dobili novega doktorja znanosti, to je Rok Bratina, in tam je bila debata ravno med drugim, o vplivu soočenj na volilne odločitve. In prvo ugotovitev je, da na letošnjih volitvah bo sam vpliv soočenj verjetno manjši, kot je bil kdaj v preteklosti, ker obstajajo alternativni viri vplivanja na volivce. To je torej prva strokovna ugotovitev. Druga, ki je pa bolj pomembna, pa je, da sama soočenja niso ključna, ključna je interpretacija teh soočenj. Torej, dajmo reči, vtis, ocena, presoja o tem, kdo je kako nastopil, prihaja recimo prek takih zadev, ki jo sedaj počnemo. Prek podcastov, prek komentatorjev potem na televiziji, vemo, da takoj po soočenju so običajno in na Pop TV-ju in na nacionalni televiziji in zdaj tudi na Planet TV-ju potem nekako večerni komentarji. In ta interpretacija prek komentatorjev, kot zdaj počnemo, in prek družbenih omrežij je tista, ki na koncu vpliva. Zdaj, kar se tiče vpliva na volilne odločitve glede tega konkretnega soočenja. Jaz mislim, da večinoma gre za obrambo obstoječe naklonjenosti, za mogoče kakšne dileme znotraj ožjega prostora, recimo med 2-3 od teh kandidatov. Predvsem pa mislim, da je bilo to soočenje nekako ogrevanje za tisti finiš, ki ga lahko pričakujemo zadnji teden. Če gremo z neko splošno oceno, vem, da so zelo različne interpretacije, tudi glede na naklonjenost tistega, ki komentira, ampak mislim, da je bila, če gremo od vzadaj naprej, mislim, da je dokaj enotna ocena, da najslabši je bil Matjaž Han. Matjaž je bil sicer takšen, kot običajno je, lahko na soočenjih, ampak mislim, da se je izkazalo tudi v interpretacijah, da si je ta nek svoj napol gostilniški način debate lahko privoščil, dokler je bil 3., 4. človek stranke. Za nekega liderja parlamentarne stranke pa ljudje ocenjujejo, da se to nekako ne spodobi. In mislim, da je bil to nek minus, za katerega se vsi strinjajo, pol so pa zelo različne interpretacije za ostale.
Če grem naprej, jaz za razliko od številnih kolegov mislim, da je gospod Stevanovič dobro izkoristil to soočenje. In sicer zato, ker je dejansko televizijski nastop za njega bolj minus. Ne? On v kontroliranem digitalnem okolju, v kratkih videih lahko deluje zelo suvereno, se je pa dogajalo, da je na televiziji znal precej izgubljati. Ne? Tokrat na tem soočenju je imel najmanjšo minutažo, smo videli, ne? Ampak to je bilo dobro, mislim, da zanj. In tistih nekaj priložnosti, ki jih je imel, je dobro izkoristil. Ne? Zdaj, ampak, potem pa pride tisto, kar sem prej rekel, ne? Potem pa pridejo interpretacije soočen in mislim, da je njegov rezultat popolnoma sesula analiza dejstev, ki je pokazala, da je enostavno lagal. Lagal je, da ni bil obsojen. Njegova interpretacija, da ker je tisto zastaralo, torej izbrisano iz evidence, ker je preteklo toliko in toliko let, seveda ne pomeni, da nikoli ni bil obsojen. In ko komentatorji, ko televizija v nadaljevanju na tak način prikaže njegove izjave, seveda popolnoma sesuje tisti morebitni pozitivni učinek iz same kampanje. Potem, če gremo naprej, mislim, da imamo nekako dva dela političnega prostora, kjer poteka neka tekmica med njimi. Zdaj, v enem delu, kot sem rekel, je Han slabo oddelal in je zaradi tega v tistem delu Mesec lahko pridobil in mislim, da Mesec v soočenjih pridobiva nad socialnimi demokrati. V ta isti bazen pa zna poseči tudi Prebilič in tukaj so zelo različne ocene glede njegovega nastopa. Jaz mislim, da je bil prvič je pokazal nekaj energije, je pokazal nekaj vsebine, kljub vsemu se pa večina kolegov nekako opredeljuje bolj, da je deloval preveč profesorsko, torej preveč mogoče vzvišeno, pametno, kljub vsemu pa mislim, da v tej tekmi, dajmo reči, vsaj parira v Mescu v tem delu političnega prostora. Ne? Potem pride en drug del političnega prostora, ki pa mislim, da je mogoče največja neznanka. Ne? To je pa nekako tekma med Prebiličem in Logarjem. Ne? In potem je tukaj najbolj stabilen v tem delu prostora, to je Vrtovec in koalicija okrog Nove Slovenije. Tukaj mislim, da je Vrtovec odlično oddelal svoje delo, tako vsebinsko, kot kar se tiče same energije, nastopa, nekaj kratkih potez, ker moramo vedeti, to je nekaj minut na voljo vsakemu od kandidatov. Zdaj, precej različne ocene pa so v tem duelu med Prebiličem in Logarjem. Meni se je zdelo na tem soočenju, da je Prebilič bil boljši od Logarja, številni drugi kolegi menijo obratno. Je pa tako nekako skoraj da strinjanje, da pa oba sta bila nekako profesorska, pokroviteljska. Zdaj, Logar je pokazal neko energijo, ni pa bilo še prave vsebine. On precej govori o vsebini, ampak zaenkrat so v glavnem neke, dajmo reči, konceptualne fraze. In glede na to, da je obkrožen z res zanimivo mlado ekipo strokovnjakov, mislim, da bo zelo pomembno, da v tistem zadnjem tednu mu dodajo nekaj stavkov. Ker zdaj je že utrdil to idejo politične širine in tako naprej. In mislim, da se ljudje naveličajo poslušati samo neke konceptualne fraze. In zdaj pridemo do bistvene zadeve, in to je pa tekma velikanov, tekma Goloba in Janše. Tukaj smo lahko videli pri Golobu malo drugačno držo, kot je bila na TV Sloveniji, ker je izgledalo, kot da je padel v depresijo. Tukaj je pa bil, bom rekel, stalno z svojimi grimasami, pogledi. Mislim, da je večini deloval precej arogantno. Deloval je, torej njegovi pogledi niso delovali ravno najbolj zdravo. Janša je pa šel kot dizel lepo počasi z nekim ogrevanjem. Ocena nekaterih je bila, da je Golob tako ranljiv, da bi ga lahko sesul v tem soočenju, pa ga ni. Jaz mislim, da je strateško prav, da je nastopil izjemno umirjeno. In da njegova vloga, jaz mislim, v takem tipu soočen, ni da zmaga. Njegova vloga ni da požre Goloba, ampak mislim, da je vloga ravno to, da deluje tako umirjeno, da se ne bo uspelo zbuditi antijanšizma, kot se izvolitev v volitve počne. Jaz sem ga na tem soočenju videl podobno, kot je bil leta 2004 na soočenju z Antonom Ropom takrat. In tisto je bilo soočenje, v katerem je z svojo mirnostjo, z nekaj potezami, ki so bile hecne, predvsem tista izmenjava z
gospodom Hanom, pa še kakšna druga, ki je dodal neko energijo, tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, so razmere ostale najbolj enake, kar se da in mislim, da je to prednost za SDS. Kot sem rekel, vloga soočenj na letošnjih volitvah ne bo več takšna, kot je bila nekoč, ko je dominirala. Zaradi tega, ker na letošnjih volitvah dominira direktna kampanja z digitalno pomočjo. V južnih državah ponovadi pravijo tako, kampanja ima dva kraka, je aviacija pa pehota. Aviacija je kampanja vidljivosti, ki se doseže recimo skozi soočenja, medije, reklamo. Pehota je pa tista, ki z čevljem, škornjem na tleh, dejansko stiskom roke, s pogledom v oči, zaključi proces prepričevanja volivcev. In jaz na letošnjih volitvah vidim neverjetno terensko kampanjo opozicije, izjemno močno, ki je tudi maksimalno podprta z digitalno kampanjo in tako da mislim, da so soočenja dobila neko stransko vlogo v celotnem tem procesu. Še vedno pomembno, ne pa več tako pomembna, tako dominantna, kot je bila nekoč. No, seveda televizijska soočenja, tudi sama sem jih kar precej naredila v svoji karieri televizijski, so zelo posebna po tem, da recimo, če bi jaz nekomu svetovala točno to, kar ste zdaj povedali, na to soočenje pride človek, kandidat mogoče z nekimi 3 udarnimi stavki, a ne, saj imamo v preteklosti 30 dni do specialista, pa pokojnina 1000 evrov, to so te minule izjave, ampak vendarle nekateri so to dobro zapopadli. Imaš neke 3-4 ideje, a ne, recimo Vrtovec, prišla je pomlad, kako je rekel Nova, ljudje tečejo, to je treba, ker v bistvu igraš tu na čustva ljudi in ljudi dobiš z neko izjavo, revolversko, ki jo potem tudi mediji obračajo. In ti moraš v bistvu dobiti to pozornost in novinarjev in medijev, ker v takem številu in takem soočanju praktično tistih nekaj minutah ne moreš sploh povedati programa. Če pogledamo druga soočanja, jaz sploh ne vem, o čem so govorili. Ampak to, kar je tako, bi prosila za komentar, jaz mislim, da Janez Janša je bil pa tukaj res popolnoma drugačen. Načrtno, miren, se je smejal, tak, kakršnega pravzaprav ljudje ne poznamo. Jaz ne vem, ali je to bilo drugačno, ker mislim, da je takšen tudi skozi leta. Najbrž je tisti, ki ga poznajo. V velikem delu delovanja, tudi v televizijskih intervjujih, ne samo v nastopih, recimo na raznih terenskih prireditvah, potem pa pride tu pa tam, recimo predvsem na X-u, kakšen ostrejši tweet ali pa kakšna ostrejša izjava in potem se tisto nekako napumpa. Tu jim ni dal kosti, da bi jo glodali. Točno tako in jaz mislim, da je to bistvena strateška odločitev in zato sem spomnil na kampanjo leta 2004, ker je točno to na koncu prevagalo pri zmagi SDS-a nad takratno liberalno demokracijo. Ker zdaj zadeva je podobna. SDS nastopa iz opozicije na razočarano, v veliki meri tudi zelo jezno telo, ki je pred 4 leti plesalo svobodo in ki danes skače na drugo stran. In mislim, da je ta umirjen pristop, torej ni potrebe, da bi dominiral. Jaz mislim celo, da bi bilo kontraproduktivno, če bi v tem soočenju dominiral in bil ostrejši, glasnejši, pa ima dosti materijala, ki bi ga lahko seveda očital Golobu, ampak mislim, da je bila ta drža ustrezna. Ampak na drugi strani Robert Golob, tule ga vidimo, žuga, Janša se nasmiha, je pa na nek način se zdi, kot da ga je zajela panika, a zdaj on se je srečal z realnostjo, ali se mu je zgodil narod, ali kaj točno se je zgodilo, kje je živel v balonu. Neke informacije iz levega kroga so, da je malo depresija vplivala tudi na tisto čudno soočenje na TV Sloveniji, ki je bilo dosti bolj brezvezno, ker sta manjkala Janša pa Vrtovec, in da je očitno šele zdaj spoznal, da ga ljudje ne marajo, da so jezni. To se zgodi vladarju, ki se obkroža samo z ljudmi, ki mu morajo ploskati in kimati in potem v nekem momentu se zabije v steno realnosti. Mu ljudstvo pove, da je gol, cesar je
slečen, nima Vsekakor, obleke. mislim pa tudi, če pogledamo realno, pa težko je braniti tak mandat. Ne. No, To je mandat popolne polomije, mandat dekadence, korupcije, afer, predvsem pa nesposobnosti. Ne. Vidimo, da se sesuvajo državni aparati, pa si lahko izmišljujejo tiste številke, ki želijo, nemogoče je prikriti polomijo tega mandata. No. Se vam zdi, da bodo zdaj do konca, do volitev še igrali na čustva, recimo zdaj smo imeli nekega mrtvega psa obešenega, kaj se nam še vse lahko zgodi, ker čustva so ta, ne? Urška Klakočar je rekla, državljani, pomagajte nam, ja, kaj ne zdaj? To je edino, kar jim ostane, ne? Ampak tukaj imajo jaz mislim, da imajo tukaj nemogočo situacijo, zato ker tukaj so čustva čisto na drugi strani. Ne? Imamo na drugi strani ljudi, ki so res jezni. Jaz, ko se pogovarjam, pa po vsej Sloveniji hodim po raznih dogodkih, je podjetniki, kmetje, zdravniki, zobozdravniki. To so ljudje, ki ne samo, da so nezadovoljni, ampak so izjemno nezadovoljni in ob vsaki priložnosti to tudi povejo. To so ljudje, ki ne samo, da bodo volili proti Golobu, ampak so ljudje, ki se bodo potrudili, da v vsakem pogovoru to povejo drugim, kaj vse je narobe. Na drugi strani obstajajo ljudje, ki so lahko zadovoljni, od nekih javnih uslužbencev do kakšne druge strukture ideološke, ne? Ampak tisti ljudje pa niso tako čustveno energični, niso toliko zadovoljni, da bodo šli v neko hudo kampanjo za obstoječi trojček, ker enostavno ne vidijo take gorečnosti, ne vidijo rezultatov. Ne? Lahko so dobili nek bombonček in so zaradi tega zadovoljni, ampak ne bodo pa vodili take ostre, energične kampanje, kot jo vodi nezadovoljna struktura. Jaz tudi na Obali opažam popoln preobrat v nekaterih segmentih, izjemno leva. Čujem, da tudi v Gorici je bilo vrsta dogodkov, ki je bila presenetljiva za nekatere akterje opozicije, tudi na digitalnem, torej tudi med mladimi. Mlade se ne da farbati. Mladi so danes, če so sposobni uporabiti 3 dni, da se odločijo, katere teniske ali kavbojke bodo kupili in preverijo vse podatke, so tudi v politiki sposobni to narediti. Mladi hočejo jasne stavke, jasne rešitve in mladi znajo v 2-3 minutah poiskati realne številke. Predvsem pa imajo kanale, prek katerih lahko to počnejo, prek ljudi, ki jim zaupajo. In tudi na tem polju je obstoječa oblast enostavno izgubila teren. No, ampak kljub temu, ankete, več njih ali pa nekatere, ki so bolj po meri te oblasti, kažejo zdaj pol rezultat, da bo. A mislite, da lahko temu verjamemo? Jaz osebno mislim, da... Ne, jaz mislim, da ankete bodo... Torej, najprej analiza javnega mnenja je v zelo globoki krizi. In tu seveda ne gre očitati samo tem agencijam. Te agencije izvajajo standardne ankete. Jaz mislim, da spremenilo se je volilno telo, spremenila se je politična psihologija. Jaz mislim, da bo tudi precej energije bistvene v samem zadnjem tednu. Jaz mislim, da tudi zadnje ankete ne bodo zajele tistega samega finiša. To smo videli zdaj recimo lani na 2 referendumih. Popolnoma zgrešene napovedi. Jaz mislim, da so to ankete, ki so v nekem mehurčku v tem trenutku in da bo treba enostavno temeljito spremeniti samo metodologijo oziroma sama orodja preverjanja nekega političnega utripa v skupnosti v prihodnjih letih. Tudi družbena omrežja bi morali. Absolutno, predvsem pa imeti nek dovolj masovni bazen ljudi, kjer se bo res ta utrip drugače meril, kot se s temi standardnimi anketami. Zato ker istočasno, kot se te nacionalne ankete na res majhnem vzorcu, ki je včasih bil reprezentativen v nekem bolj, umirjenem momentu, se danes izvajajo tudi ankete recimo po posameznih volilnih okrajih, ker je stranke to počnejo zdaj seveda v vseh volilnih okrajih, tam so pa dosti bližje končnemu mogoče ali pa nekemu realnemu stanju in tam je situacija popoln polom za Gibanje Svobodo, kaže torej precej drugačna razmerja. Je pa res, da je resnica verjetno nekje vmes. Trenutno se dogaja
mobilizacija za Gibanje Svobode. Tako kot se vedno dogaja v finišu kampanje, kot ste izpostavili, gre zdaj tudi za čustveno manipuliranje. Vidimo delovanje ekipe Roberta Goloba v smeri igranja žrtve, v smeri strašenja. Trenutno jim nič od tega nekako še ni uspelo v nekem, torej v takem obsegu, kot bi si verjetno želeli. Antijanšizem je precej šibkejši od antigolobizma danes, ne? Ampak verjamem, da bodo stopnjevali poskus čustvene manipulacije v zadnjih tednih. In verjamem, da bo prišlo do neke polarizacije, ker je to običajno v tako razdeljeni politični situaciji, kot jo imamo danes, ne samo v Sloveniji, ampak dejansko po celotnem zahodnem svetu. Ampak zdaj, kaj to pomeni? Če bo polarizacija premočna, zna Robert Golob popolnoma izgubiti vse partnerje. Tako kot je pred 4 leti požrl Alenko Bratušek in Marjana Šarca, zna tokrat izgubiti Levico ali SD ali celo oba, no, če bi pretiraval v tej polarizaciji. Ali to pomeni, kar zdaj govoriva, da je tudi tako imenovana globoka država, pa predvsem Milan Kučan, ki je kolesaril, če se spomnimo, in nastopal med kolesarji takrat, pred 4 leti, da je on pravzaprav izgubil svojo moč? Torej, zagotovo je vse šibkejši, to je jasno, tudi vse šibkejši v samem nastopu. Videli smo nek bizaren video podpore socialnim demokratom, ki je bil res, bom rekel, za današnjo videoprodukcijo, mislim, da precej neučinkovit. Ampak v vsakem primeru so tudi informacije iz levega bloka, da je prišlo do popolnega razkola. Da je predvsem Kučan ugotovil, da je bila napaka, torej akterjev iz ozadja levega bloka, da niso potopili Goloba pravočasno, da bi spet si izmislili nek nov obraz. Čujem, da je precej jeze na Jankoviča, ki je tisti, ki je obranil Goloba in ustrajal, da grejo še enkrat z njim na volitve, in da so zdaj vsi ugotovili, da je bila to strateška napaka, torej igralcev v ozadju levega bloka, in mislim, da je tam precejšnja nervoza. Kaj bo z Jankovičem? Torej, to bomo videli po volitvah. Najprej bomo videli, kako bodo potekali vsi postopki proti njemu, in potem ali držijo neke informacije, da sam ugotavlja, da se mu že v Ljubljani tako majajo tla, da se bo raje sam umaknil, kot da bi šel recimo zgubiti na volitve. To je še veliko vprašanje. Tudi kakšne bodo reakcije na morebiten temeljit preobrat na nacionalni ravni. Kako se bodo krogi levice, pa tudi številni kriminalni krogi, kako se bodo reorganizirali v nekem drugačnem političnem okolju, ki se obeta po teh volitvah. No, če bi na podlagi tega soočanja, pa tudi drugih, ampak to je bilo res znamenito in močno, ker so vsi predsedniki strank, če bi na podlagi tega soočanja sodili, kdo po vašem mnenju ne bo prišel v parlament? Od teh, ki jih vidimo tukaj. Torej, jaz mislim, da je resnica tik pod parlamentom, da je še zelo odprta zadeva. Jaz mislim, da so mediji razkrinkali precej neke zgodovine, ozadja gospoda Stevanoviča, ki ljudem ni všeč. Drugo dejstvo je, da gre sicer za izjemno uspešnega, bom rekel, populističnega govorca, ki jasno izpostavlja to bistven steber populizma je delitev mi-oni, čisto ljudstvo, umazana elita, ampak kot sem rekel, mlada generacija, ki bi mogoče, ne morem reči, simpatizirala s tem prvim korakom, terja tudi drugega, terja zelo jasno vsebino, ki jo tam zaenkrat ni bilo videti. Drugo veliko vprašanje je vprašanje preroda gospoda Prebiliča. Zelo cagavo je vstopil na politični prostor po velikem, bom rekel, napovedovanju pred letom dni, pred pol leta. Tako da tudi tam trenutno še ni videti dovolj za nek prestop. Torej, veliko bo odvisno seveda najprej od udeležbe. Če bo udeležba nad 60%, se seveda precej zviša prag za vstop, ki bo precej nad 40,000 glasovi. Jaz mislim, da vse te majhne stranke lahko pridejo do 20-30 tisoč glasov,
tisti zadnji korak je izjemno težek. In drugi dejavnik, ki bo vplival recimo na te naslednje, ki jih bom naštel, je pa vprašanje te polarizacije. Ne? Če pride do popolnega sesutja Goloba, potem pade kisik, da rečemo tudi manjšim strankam v levem bloku, sicer pa bo tega kisika zmanjkalo. Ne? In potem ne samo, da ne bo uvrstitve preroda v parlament, potem sta tudi SD in Levica nekako v nevarnosti. Zdaj pa v tem dvoboju bi pred meseci rekel, da je Levica že skoraj da odpisana. Mislim pa, da je kljub vsemu Luka Mesec postal dejansko najbolj celovit politik levega bloka, no, kar se tiče nastopa. Torej, lahko se kdo ne strinja seveda z vsebino, z ideologijo, ima pa izjemen celovit nastop, vidi se, da je filozof, ki lahko, bom rekel, razlaga tudi o konceptih, ne samo o konkretnih detajlih neke politike, in tukaj ga vidim v veliki prednosti pred SD-jem. Mislim, da so strateško tudi zelo pametno popolnoma umaknili Asto Vrečko pa gospoda Maljevca, ki mislim, da bi potopila nekako stranko, in glavna šansa za to, da Levica ostane v parlamentu, je ravno nastop Luka Mesca, ki je boljši od alternative. Torej, boljši je in od preroda in boljši od SD-ja. SD je v izjemni krizi, SD več nima centrale, nima mreže, kandidat torej ni dobil nekih novih velikih kandidatov in ima tudi liderja, ki smo rekli, je splošna ugotovitev, da ne dosega tega standarda, ki se od liderja parlamentarne stranke pričakuje. Tako da jaz mislim, da je celotna ta trojica nekako v nekem tveganju, če bo visoka polarizacija in visoka udeležba. V nasprotnem primeru, pa lahko čisto vsi od teh pridejo v parlament. Če se pa spusti prak, da pade pod 40,000 glasov, potem je pa to samo stvar finalnega nekega terenskega dela posameznih kandidatov, tako da jaz mislim, da res do nedelje 10 zvečer ne bomo vedeli, kakva je realnost. Torej, ne samo, da ankete ne bodo znale zajeti resnice, tokrat bo treba videti celo, ali bodo exit polls, ki ponavadi jih je nemogoče faliti praktično, kako natančne bodo. No, seveda se je ta teden začel s soočanjem na RTV Slovenija, ki pa sta ga SDS in Nova Slovenija, ti dve stranki, bojkotirali. Ali sta naredili prav? Jaz mislim, da sta naredili prav, zaradi tega, ker je bilo to močno politično sporočilo. Sporočilo, da je RTV dejansko ruševina. Da to si več ne zasluži izraza javni medij, da gre za propagandni aparat, ki se je lotil cenzure na res brutalen način. Ne samo, da so odpovedali, cenzurirali tisto Tarčo, ki bi bila zadnja oddaja, ki bi bila kritična do predsednika vlade in njegove kamarile in številne svinjarije, ki bi jih razkrivala, ampak so namesto tega izjemno manipulativno postavili najprej dokumentarec o Orbanu in vzponu skrajne desnice v Evropi, potem še eno hitro omizje, ki so ga čez noč skomponirali, ki je opozarjalo na nevarnost skrajne desnice. Skratka, izjemna. To, kar počne TV Slovenija, je navadna svinjarija in nima nobene zveze z javnim medijem, in mislim, da je bila to pravilna odločitev, in v končni fazi je to vplivalo seveda tudi na gledanost, ki je bila izjemno nizka. Niti polovico tega, kar je dosegel Pop TV, niso dosegli. Praktično je zelo pomembno za slovenski medijski prostor, da je Planet TV že skoraj da ujel TV Slovenijo. Tako da jaz mislim, da je to za pluralnost slovenskega političnega prostora zelo, zelo pomembno. No, seveda so se pač ti levi komentatorji, ki potem, kot ste rekli, po oddaji komentirajo, kaj smo slišali, kaj smo videli, zelo obregnili ob ta bojkot in nenastopanje na RTV Slovenija. Čeprav pred 4 leti, recimo konkretno 21. aprila 2022, sem sama poiskala to znano oddajo, ki je imela več kot 70,000 ogledov, kjer so prav oni zapuščali oddajo. Pa poglejmo, kako je to bilo. Jaz samo to povem. Slovenska nacionalna stranka bo delala za Slovence in za nobenega drugega. In zdaj se vam pa lepo zahvaljujem, ker v takmu lekažinu jaz ne bom več sodeloval.
Hvala lepa. Dobro. Hvala lepa, gospod Jaz pa repliko še. Ilinčič, izvolite. Jaz sem bil eden izmed imenovanih, ker nisem dal dohodninsko napoved. Zakaj niste dali? Dal jo nisem zaradi tega, ker je Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava. Vse v redu, gospod Ilinčič. Še živ. Izvolite. Nažalost, Alenka Bratušek, kaj realno lahko skrbi ljudi, da jim ne sadimo rožic in kako se s tem spopasti ob morebitni krizi? Izvolite. Bom odgovorila, začela bom pa z nečim drugim. Ta oddaja danes je slika, kam je vladi in koaliciji uspelo pripeljati javno radio televizijo. In to ni televizija ene stranke, ene koalicije, ampak je televizija ljudi, ker je javna. Kar je Alenka rekla, to ni samo slika, kam je ta vlada pripeljala javno radio televizijo Slovenija, to je slika, kam je ta vlada pripeljala Slovenijo. Približno v takem stanju, kot je ta oddaja danes, je danes Slovenija. Se ne počutite dobro, ali kako? Ni več teren, ali kako? Jaz se tukaj res ne počutim dobro, ker res ne vem sploh več, o čem se pogovarjamo. Mi smo 3 dni pred volitvami, tukaj pa kar leti pač neki en čez drugega, zdaj se pogovarjamo že v Metelkovi 6, pa ne vem kaj. Jaz v takem cirkusu ne mislim sodelovati. Upam tudi, da ga bomo ne samo na javni radio televiziji, ampak v državi 24. aprila vsi končali. No, gremo na vsebino, gospod Mesec. Vi pol oddaje že bomo podaljšali, pol oddaje urejate oddajo, pojdite na vsebino, lepo vas prosim. Jaz ne bom šel na vsebino, ker je za vsebino zmanjkalo časa. Imeli ste 1,5 ure priložnosti, da bi šli na vsebino. Podaljšamo. Zdaj nam je ostalo 15 minut, da ne bi se v neki vsebini pogovarjali, vprašanj sploh nimate. Jaz na takem formatu ne morem sodelovati, ker ne vidim v tem popolnoma nobenega smisla, razen tega, da pač vsi skupaj tukaj ljudi dobesedno odganjamo od volitev. Jaz upam, da bomo res to končali v nedeljo, na tej točki se vam pa za tole danes karkoli je že bilo lepo zahvaljujem. Kako boste odgovorili na naslednjo vprašanje, ne boste, gospa Fajon? Ja, jaz bi želela samo volivke in volivce še enkrat spodbuditi. Meni je žal, da je Luka odšel, mogoče je to trenutek, da počasi vsi zapustimo to oddajo. Tako da jaz bi samo vprašal gospoda Galeta, če bi on ostal. Gospod Galet, se opravičujem, hvala za vabilo. Se vam mudi. Ja. Gospod Galet, pazite, gospod Galet, ostajate z nami. Kako boste vi naredili red v tej državi, govorimo o vaših izhodiščih za naprej? Kako boste poskrbeli tudi za najbolj ranljive, ne, seveda? Jaz vsekakor ostajam tukaj, ker... No, tako. Torej, šli so, ne, čeprav se zdaj obregajo in seveda so imeli veliko pripomb. To je tako, kot da bi gledali današnji tekst, seveda z drugimi igralci. Ne. Skratka, oni so želeli zavzeti televizijo in so jo zavzeli. Praktično zavzetje in tako imenovana depolitizacija, ki je v bistvu lustracija, ne, desno mislečih na televiziji, to je praktično ena od obljub, to se pravi prva je ta, ki so jo uresničili takoj z nekim neustavnim zakonom, druga pa seveda dvig davkov. To sta 2 zadevi, ki so jih uresničili. Torej, samo da primerjamo zdaj, da vemo, takrat je bila TV Slovenija kljub vsemu pluralna. Tako je. Torej ni se postavila mogoče nad politični prostor, kot je včasih veljalo, da bi medij moral biti, ampak je pa vsaj prikazoval eno in drugo plat, ker takrat niso bili ven vrženi levi novinarji. Je ostala, bom rekel, pluralna sestava takrat delovanja. Danes gre pa za popolnoma enobarvno, enodimenzionalno delovanje tega propagandnega aparata z popolnim odstranjevanjem česarkoli, kar ne bi hvalilo to vlado. Torej, ne samo, da ne sme biti kritike te vlade ali pa prikaz kakega alternativnega pogleda, ampak se dejansko že dvom v delovanje te vlade ne dovoli. Torej, včasih, recimo pri kakšni oddaji, se mi zdi, da so novinarji TV Slovenije skoraj da bolj učinkoviti od PR-ovcev vlade, pa tistih, ki v imenu vlade pridejo kaj komentirati, ker jim pomagajo ne samo z vprašanjem, ampak z dokumentiranjem kakšne zadeve. No, in če so, bom tako rekla, boljševiki v čem dobri, ker imajo več kot 100-letno tradicijo, so dobri v
uničevanju ljudi. To se pravi Igorja Pirkoviča, s katerim ni popolnoma nič narobe, on je dober novinar, dober voditelj, bil je dober urednik, so popolnoma uničili. Ampak edina razlika med Igorjem Pirkovičem in Tanjo Gobec, ki je zdaj vodila oddajo, ki je bila očitno tako slabo gledana, je v univerzitetni diplomi, ki jo Igor Pirkovič ima. In to je to. Oni so praktično vrgli na cesto ljudi in naredili neko depolitizirano televizijo nikogaršnjih hlapcev. To se pravi, vprašanje je, kaj zdaj po volitvah. Jaz bom tukaj citiral Lajnarja iz X-a, to je en zanimiv profil, ki pravi porušiti Hanzi TV, porušiti RTV. Ne? Jaz mislim, da je to popolna ruševina. Največja škoda je, da je v tej ruševini cel kup nekih biserov. Ne? Torej, RTV seveda ni samo to, o čemer mi zelo pogosto govorimo, to še vi najbolj veste, notri je cel kup kulturnih biserov, ki jih je treba rešiti pod to ruševino. Jaz mislim, da bi morali arhive vzeti in dati državnim arhivom in druge, tiste umetniške posamezne škatlice rešiti in priključiti mogoče kakim drugim ustreznim institucijam in potem pa res porušiti RTV in ga čisto na novo postaviti. Ne? Torej, svet se je spremenil in takšni konglomerati enostavno več ne delujejo in mislim, da je bolje posamezne kulturne bisere rešiti pred tem razpadom, pa tudi pred to sramoto in videti, kako na novo sploh postaviti neke temelje javnega informiranja, če je sploh potreba še potem. Imamo danes pluralno družbo, imamo ljudi, ki so sposobni dobiti tiste informacije, ki si jih želijo in je mogoče potrebna tle bolj neka avtonomna avtoriteta, ki bi ljudje lahko zaupali pri presojanju različnih pogledov na neko temo, pri presojanju dejstev in mislim, da je tukaj potrebna res temeljita reforma in da bi to morala biti ena od prioritet v prihodnjih letih. Sicer je veliko vprašanje, ali si bo kdo upal iti v to, ker kljub temu, da je ruševina, lahko rečemo, da je nekako tako ideološko zaščitena ruševina. No? Tako da mislim, da bo tukaj bi se kolesarilo, ne glede na to, da gre za popoln polom nekega medija. No in seveda ne samo, da recimo Luka Mesec pred 4 leti ni dovolil vprašanja o Metelkovi 6, zdaj ta Metelkova 6, vse te nevladne organizacije, te nikogaršnji hlapci, so zasedli televizijo, ukinili nadzorni odbor, pri čemer so prav zdaj te dni sprejeli v temu svetu program oziroma poročilo za lani, dobili so 158 milijonov evrov, presežki nad odhodki so bili samo 3,5 milijona evrov. Zdaj, poleg vsega je v tem denarju ne samo, da je višji ta prispevek, celo Ministrstvo za obrambo jim je nakazalo denar. Torej, kako res bomo finančno praktično vzpostavili red v tej televiziji? Poleg tega praktično razbitja. No, to, da ta oblast za ta propagandni aparat skrbi prek različnih kanalov, ki temu niso namenjeni, kaže siceršno prakso. Ne? Torej, oni se ne zmenijo za pravila delovanja javnih financ, za namembnost nekih sredstev. Ne? Videli smo, da konc leta iz rezerve vzamejo za različne nakupe, videli smo, da denar, ki so nam ga pobrali iz žepov za dolgotrajno oskrbo, ki je ni, namenjajo za reševanje likvidnosti, luknje, ki so jo skopali v proračunu. Ne? Skratka, za pravila financiranja se ne zmenijo se samo za kupovanje tega propagandnega aparata za ohranjanje oblasti. Ne? Jaz mislim, da bi bilo v prihodnjem mandatu dobro najprej odpreti čim širšo razpravo res o tem, kaj sploh še potrebujemo. In kot sem rekel, najprej bi individualno reševal posamezne bisere in jih reševal tako, da bi jih priklopil neki uglednejši instituciji, ki bi za posamezen segment poskrbela in na koncu bi probal ugotoviti, kaj sploh potrebujemo na področju informiranja. Torej, navade ljudi so se tako temeljito spremenile, da so tudi tukaj potrebne spremembe. Mislim pa, da
bi bilo negativno sprijeto, če bo to zgolj enostransko delovanje. Zaradi tega mislim, da bi bilo potrebno odpreti čim širšo debato glede tega in verjamem, da bi javnost se vključila v to razpravo, ker kljub vsemu gre za nekaj, kar jim, dajmo reči, polni vsak dan njihovega življenja. Ker tle ne gre zdaj samo za informativni program, mislim, da so tukaj pomembnejše mogoče neke druge vsebine, ki bi se jih dalo danes ceneje in bolj kvalitetno izvajati prek nekih alternativnih načinov. Torej, kaj potrebujemo? S kolikšnimi kapacitetami to lahko ustvarimo, najbrž z več kot 2000 zaposlenimi, Zagotovo. in koliko nas to stane. Tako. In to je zelo enostavni izračun. Ampak zdaj vprašanje je, zdaj ta teden smo izvedeli, da bodo predčasna volitva odprta, morate misliti na stadionu Stožice. Že gospodarsko razstavišče je bilo skoraj neobvladljivo, zdaj pa na Stožicah. Seveda bo mestna občina Ljubljana pobrala za to 150 000 evrov za ta najem. In opozarjajo, recimo novinar Peter Jančič opozarja na svojem spletnem časopisu, da je pravzaprav to nezakonito, da morajo biti ta predčasna volišča odprta na območju volilnega okraja. Je pa 13 sodnikov menda podpisalo, da se s tem strinja. Zdaj vprašanje, ki izvira tudi iz te predvolilne kampanje je, ali se moramo bati, da bi se na teh predčasnih voliščih zgodilo karkoli nezakonitega, kdo bo varoval te glasove, na to opozarjajo, bi jih morali takoj po zaprtju predčasnega volišča prešteti, kaj vi mislite? Absolutno in mislim, da bo treba popraviti zakon, da bo to jasno, ne? Ker zdaj se Državna volilna komisija zgovarja, da to ni zakonska obveza in da zaradi tega ne počnejo. Oni pravijo, da ni zakonske podlage, ne? Čeprav je stvar prepuščena egzekutivnemu odločanju, kako tehnično izpeljati volitve v duhu zakona in duh zakona je popolnoma jasen, kar se tiče zaščite tudi teh glasov iz predčasnih volitev, ne. Torej, popolnoma jasno je, da je to nezakonito, zaradi tega, ker bi morala vsak volilni okraj imeti vsaj eno volišče za, pa ne glede na to, da je Ljubljana pač tako organizirana kot je in da je mogoče to celo res stroškovno najpametneje, ne, ampak je pač nezakonito, ne. Gre pa za tip nezakonitosti, zaradi katerega seveda ne bodo razveljavljene volitve, ne. Razen, če bi se oblast sama odločila, da jih razveljavi po porazu, morebitnem tle je še vrsta debat glede tega. Jaz mislim, da je najbolj narobe, torej najprej pred leti bi rekel, da se pretirava, ko se govori o možnosti manipulacij s temi glasovnicami na predčasnih volitvah, ker je seglih je kontrola, število glasov, se pogleda nekaj, ne. Mislim pa, da tokrat se pridružujem tistim, ki dvomijo, da bodo predčasne volitve po državi pošteno izvedene. Jaz mislim, da tako pokvarjene oblasti, ki bi se toliko trudila, da se na njej ohrani, še nismo imeli in bi res svetoval, da se predčasnih volitev udeležijo izključno tisti, ki v nedeljo ne morejo. Jaz sem se rad udeleževal predčasnih volitev, sem rad že v torek opravil, kdaj to obveznost, ampak se letos tega enostavno ne upam več, ne. To je ena zadeva. Druga stvar, ki je pa pomembna, je pa spet vsakokratna zmeda, ki se vnaša s temi spremembami lokacije, ne. Torej, eden od stebrov demokracije je participacija ljudi, vsaj pri volitvah, če že ne neka stalna državljanska aktivnost. In izkušnje iz celega sveta so pokazale, da je neka stabilnost tukaj izjemno pomembna, torej stabilnost lokacij, ne. Kadarkoli se spremeni lokacija volišče, to seveda za vrsto ljudi neka zmeda. Ker ljudje kljub vsemu ne spremljajo tako podrobno nekega dogajanja, ki se jih ne tiče v vsakdanjem življenju, so pa navajeni nečesa, ne. In take spremembe, že ta premik iz gospodarskega razstavišča na Stožice bo lahko na številne vplival, da se ne bodo udeležili recimo teh volitev in to je seveda slabo. Da ne govorimo o ukinjanju številnih volišč, recimo po državi, o čemer je bilo govora, predvsem na periferiji, torej
oddaljevanje demokratične participacije od tistih ljudi, ki držijo, da je Slovenija vsa, da je cela, da je poseljena tudi na oddaljenih majhnih krajih in ne glede na to, koliko stane držati neko volišče v nekem majhnem kraju, je to pomembno za našo demokracijo. No, in kot ste omenili, eno od možnosti, seveda upajmo, da do tega ne bo prišlo, se lahko zgodi, da vlada ali pa Robert Golob ne bodo priznali rezultata volitev, kajti zdaj na svojem Instagramu profilu je vprašal, ali se v tej državi počutite svobodne, ne? No in zdaj, skratka, odgovorov je bilo več tisoč in to so bili negativni odgovori. In zdaj, da nadaljujem, pri čemer so potem vladni profil, pa tudi ta njegov, zaprli. To se pravi, lahko se zgodi, da ne bodo zadovoljni. To so zelo resne zadeve in to je izjemno nevarno. Mi smo videli že, da se je poseglo v demokratični proces v Romuniji, ker lahko je, da je tisti kandidat, ki bi moral zmagati na predsedniških volitvah, lahko da je zmešan, usekan, da bi škodil Romuniji, to je možno. Ampak tam je z evropskim pečatom se poseglo v demokratični proces in eliminiralo človeka, ki bi ga romunsko ljudstvo izbralo za predsednika. In takrat se je postavil precedens, ko je ustavno sodišče razveljavilo, takrat smo že številni opozarjali, da je to precedens, ki je izjemno nevaren za Evropo. Precedens, ki ga zna Gibanje Svoboda dejansko izkoristi to morebitnem oziroma ob verjetnem porazu, zato ker to, kar se je včeraj zgodilo s to novinarsko konferenco, torej jaz česa tako blesavega še nisem slišal. Da torej Svet za nacionalno varnost razpravlja o Instagram profilu, pa če tudi gre za Instagram profil vlade, ne samo predsednika vlade, da se Svet za nacionalno varnost sestane, da govori bedarije, kozlarije, da uporablja izraz kibernetski napad. To je nekaj nesprejemljivega, to je neverjetno. Nam se vsi resni ljudje po svetu krohotajo, ko vidijo kaj takega. Ampak kaj je nevarno tukaj? Seveda te izjave niso namenjene resnim ljudem. Te izjave so namenjene pumpanju domače javnosti, najprej poskusu igranja žrtve, poskusu mobilizacije, igranja na čustva ljudi, ki so seveda razočarani in ki spijo in ki jih Svoboda nikakor ne more zmobilizirati na terenu, z unim polpraznim avtobusom lahko prevozijo vse slovenske kraje, pa ne dobijo več ljudi, ki bi plesali z njimi. In to je nevarno tudi zaradi tega, ker lahko ponovijo romunski recept. Torej, ti ljudje, ki so danes na oblasti, so sposobni zlorabiti vse instrumente, ki jih imajo trenutno v roki. Jaz mislim, da tako pokvarjene ekipe Slovenija še ni imela na oblasti. In to je izjemno nevarno in mislim, da moramo biti pripravljeni na vse od 23. marca naprej. Torej, zdaj, če malce strneva, Svoboda vpraša, ali se v tej državi počutite svobodne. Potem seveda tudi nek udeleženec tega Instagrama, ime mu je Aleksandar Repič, on pravzaprav nagovori svoje sledilce, ki jih ima tudi ogromno, da naj odgovorijo, ne počutimo se. Seveda so oni zaprosili, če lahko postanejo sledilci Svobode in Svoboda je kar na lepem dobila več tisoč teh sledilcev, anketa je bila porazna za Svobodo in zdaj interpretacije so, da zaradi te porazne ankete so potem zaprli pač to anketo in ta profil in seveda razglasili, kot smo rekli, da je prišlo do hekerskega napada. In več kot to, Robert Golob je rekel, da so pričakovali, da je vsa Evropa pričakovala, da se bo zgodil ta hekerski napad, celo iz tujine, mogoče iz Izraela. Mislim, o čem sanjajo ti ljudje? Najprej nekaj dni so se tudi državni akterji skušali držati še na nekem nivoju dostojnosti. In prve dni komentiranja te zgodbe so se nekako, dajmo reči, izmikali celo spet manipulativnim novinarskim vprašanjem na propagandnem aparatu TV Slovenije.
po nekaj dnevih pa so očitno dobili ukaz, da naj se nehajo izmikati in naj padejo v zgodbo, da je slovenska demokracija napadena z napadom na Instagram profil predsednika vlade in države. Ne. Torej, po tem dejanju, tisti anketi, ki je bila dejansko sprožena strani, mislim, da nepridiprava, ne, potem se je dejansko zgodil tudi nek, dajmo reči, botovski napad, ki je bil torej strojno izveden. Ne? In to so zadeve, ki se dogajajo, ki so neka tveganja, ne? Ampak zagotovo to ni tveganje za nacionalno varnost, predvsem pa ne za tako pompozne, blesave izjave, kot smo jih slišali včeraj strani državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Ne? To je dejansko, in to, ko govori, da se intenzivno izvaja preiskava tega, mislim, to je bizarno, da smo spadli na tak nivo banana republike. Ampak še enkrat, ne smemo se smejati temu, mora nas biti strah tega, kar počne ta država. Imamo še 3 tedne izjemnega tveganja in 22. marca bo dan, ko se res lahko prelomi vprašanje, ali bo Slovenija še naprej demokracija ali ne. Ker to, kar trenutno izvajajo oblastniki okrog Roberta Goloba, je nekaj res strašljivega. No, ampak potem se zgodba ni končala. Ne? Potem je zdaj te dni Aleksandar Repić, ta tako imenovani z vzdevkom nepridiprav, ne, na teh medijih, on je prišel iz Dubaja in so ga aretirali na letališču zaradi, tako so rekli, nekega izsiljevanja. Zdaj, v nadaljevanju, zdaj je ta gospod Aleksandar Repić že bil izpuščen, ampak zgodilo se nekaj pomembnega. On je na zaslišanju spustil neko lažno novico, temu se reče sindrom preluknjanega bankovca, mislim, če beremo kriminalne. Torej, skratka, spustiš neko neresnično novico in potem čakaš, kako hitro bo prišla naokrog, kako hitro bo ta bankovec preluknjan prišel naokrog. In on je seveda rekel, da se je pogovarjal z enim od strankarskih veljakov in takoj je ta vest prišla na Pop TV, tako piše, tako zdaj on razlaga. In seveda je potem ugotovil, ker v tistem času, ko naj bi se on pogovarjal, je bil v Dubaju, to seveda ni res, da bi se z njim sestal tako hitro. To pomeni, da je nekdo iz policije obvestil medij, da je medijski novinar potem njega to vprašal. Prišel je ta preluknjan bankovec na okrog. Ne. Kaj si zdaj mi sploh lahko mislimo o tej policiji? Torej, najprej je popolnoma jasno že dolga leta, da je Pop TV prepleten, da je to orodje v rokah posameznih pokvarjenih predstavnikov policije. Mi smo videli že skozi leta, kako prihajajo informacije iz določenih vrst, ki zlorabljajo svoj položaj v mediji in kako uslužen je Pop TV tem ljudem. Skratka, tle gre za neko dolgoletno navezo, gre ali za pokvarjenost tudi novinarjev Pop TV ali pa za njihovo naivnost, ker so izjemno pridni v plasiranju in širjenju potem teh informacij, ki jih tej posamezniki, ki zlorabljajo svoj položaj, plasirajo. Pri tem dejanju pa je šlo spet za en PR-ovski samomor vlade. Torej zdaj ne samo, da je seveda nepridiprav še toliko bolj jezen, da bo še toliko bolj spodbujal svoje sledilce, naj delujejo, naj glasujejo, delujejo proti Robertu Golobu, ampak mislim, da bo še razširil krog ljudi, ki jih bo lahko nagovarjal pri tem. Zdaj, tle je veliko, jaz prej nikoli nisem slišal, recimo zanj, se pa seveda potem začne človek interesirati, za kakega lika gre tukaj. In seveda je probala ena stran prikazati, da gre za nekega kriminalca, ki je kriv za smrt nekega človeka, in to je on tudi sam povedal. In je bil zaprt. Je bil zaprt in zdaj lahko se seveda zgodi tudi neka, seveda vsaka taka izkušnja človeka spremeni. In kot razumem, je potem si našel neko poslanstvo. Torej, on se ukvarja in pomaga žrtvam spolnega nasilja, kolikor sem razumel. In tudi v tem primeru, zaradi katerega je bil zaprt, naj bi šlo za to, da je razkrinkal odvetnika, ki je bil pokvarjen. To je torej nekako zgodba. In on ga je že razkrinkal, potem pa se je nekaj zgodilo, zaradi česar mu sedaj očitajo izsiljevanje. In kot so mediji jasno izpostavili, naj bi šlo za to, da je potem, ko je torej razkrinkal tega odvetnika, mu enostavno dejal:
če želiš, da nehamo objavljati zgodbe o tebi, plačaj v sklad za žrtve spolnega nasilja. Torej, razkrinkali smo te, moralno si dobil klofuto, zdaj pa še plačaj za škodo, ki si jo naredil. In to se šteje zdaj za izsiljevanje, zaradi katerega so ga zaprli. Najbolj bizarno pri vsem tem je seveda potem tudi neumne izjave samih predstavnikov policije, ki pa ne znajo potem odgovoriti na vprašanje, kje je Dušan Smodej? Torej, kje je človek v največji aferi slovenske levice, v aferi Fotopub, kjer so žrtve dosti hujšega spolnega nadlegovanja in spolnih zločinov, kot gre v primeru tistega odvetnika iz Goriškega, ki ga je nepridiprav razkrinkal. Tam gre za drogiranje, posilstva, brutalna mučenje, neke leve, dekadentne babilonske elite kulturniške, zaradi katere je eden od domnevnih udeležencev teh grozot tudi naredil samomor, drugi se pa skriva, nič se ne skriva, drugega pa slovenska trenutna oblast pod vodstvom levice ni sposobna pripeljati na sodišče, čeprav se sam objavlja od Benetk do Saint Morica, do Olimpijade, do Maroka, do vsega skupaj, torej vsak dan se ve, kje se nahaja, tam niso sposobni oddelati svojega dela, ker gre res za grozote, ker gre za slovenski primer Epsteinove afere, ne? Tukaj pa so nekoga sposobni pravi moment zapreti, ko se je zameril predsedniku vlade in ko je postal nevaren za svobodo. Torej, PR-ovski fiasko, predvsem pa se tukaj oslanjam na stališča stroke iz policije in pravosodja, ki opozarja, da je v tem konkretnem primeru, v tej aretaciji vse proceduralno narobe. Ampak da je nekaj vsebine resnične na tem, kar govori ta Aleksandar Repić, je to, da smo zdaj izvedeli na tej tiskovni konferenci, da dejansko preiskujejo tudi odvetnika. Ja, torej je potem to res, ali kako? Ja. Očitno, seveda so bila tudi pričevanja, se je objavil pogovor z žrtvijo, tako da skratka gre za nekoga, ki si očitno želi oprati svojo dušo, ne za nekoga, ki je storil nekaj groznega, nekaj izjemno, nekaj torej nepredstavljivega, ne, in ki si želi oprati svojo dušo in zaradi tega počne recimo dobre stvari. Še enkrat ne poznam, ne vem, zakaj gre vsej tej konkretni zadevi, ampak tisto, kar smo lahko v teh dneh videli, mislim, da je dovolj, da pokaže, da gre še za en primer zlorabe državnih orodij za potrebe predsednika vlade Roberta Goloba. In to gre za zlorabo strani človeka, ki je bil v preteklosti problematičen, ki so ga nekateri odločevalci v preteklosti že umaknili iz položaja, na katerem je, in ki ga je Golob vrnil na ta položaj, in očitno prihaja v tej celotni konstelaciji do zlorab tega orodja, najmanj v tem, kot smo rekli, da zlorabljajo, da informacije, ki jih ne bi smeli deliti, delijo z uslužnim medijem. V tem primeru gre tukaj za Pop TV. Torej, Pop TV je medij, ki ga določeni ljudje v policijskih vrstah zlorabljajo, izkoriščajo za svoje namene, in javnost bi morala biti opozorjena na to. No in seveda ta dogodek je seveda dokaz temu, da dejansko družbeni mediji omogočajo zdaj širšo sliko, tudi drugi občani, da tako rečemo, se pojavljajo, se posnamejo s telefonom, bivši policist, vse. Mi praktično zdaj s terena od navadnih ljudi izvemo, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo. Zgodil se je narod. V bistvu. Svet se je res temeljito spremenil in zaradi tega bo seveda dosti težje prikrivati določene zadeve. Jaz vidim, zato še enkrat poudarjam, tudi v tej kampanji zmaguje pehota. Zmaguje pehota s pomočjo digitalnih orodij, torej terenska in digitalna pehota, to pomeni neposreden stik z ljudmi, pada vloga tradicionalnih mainstream medijev, dosti večjo vlogo igrajo podcasti, tudi ta vaš tukaj, pa številni drugi, ki so se razvili v zadnjih letih, in ljudje imajo več možnosti, da pridejo
do informacij. Najbolj pomembno od vsega pa je, da se ljudje pogovarjajo med sabo, tudi z drugimi. Vidimo tudi vrsto nekih dogodkov po vsej Sloveniji, se dogajajo, polnijo se dvorane, ne samo s političnimi liderji, ampak tudi z različnimi vsebinskimi razpravami. No, ta teden je seveda spet bila v središču pozornosti Nika Kovač. Najprej je bila malce zaskrbljena, to je starejša slika, ko je še jokala in delala dramo pred meseci, to je na njenem Facebooku bilo objavljeno, ampak tudi ta teden jo je malce skrbelo, ali bo Evropska komisija in Evropski parlament, ali bodo posvojili to njeno idejo, da bi ustvarili poseben sklad za ženske, ki bi želele opraviti splav, in seveda to se ni zgodilo, ne. Torej Evropska unija in komisija je odločila, da ne bo posebne zakonodaje za financiranje splava, da se lahko države, če sprejmejo poseben program v zvezi s tem, potem prijavijo za ta sredstva iz socialnega sklada. Seveda zdaj to pomeni, da tisto, kar je predlagala Nika Kovač, ni bilo sprejeto, a ne. Torej, splav ostaja v pristojnosti vsake države. Če se bo ta država tako odločila, bo spremenila nek koncept, nek projekt izvajanja splava in zaprosila za ta denar, sicer pa ne. Ampak kljub temu, lejte, Nika Kovač in vsi mediji, ona slavi, ona to razlaga kot zmago. Seveda, zato ker spet niso pomembna dejstva, pomembna je interpretacija. Ne? In zdaj, pri tej celotni ekipi gre za nekaj izjemno pomembno. Ena stvar je vsebina, ki je ločena najprej mogoče o načinu delovanja. Tlele gre za nekaj, s čimer se bomo soočali v naslednjem desetletju. Gre za način propagande, ki je postal izjemno učinkovit. Zdaj prvi korak, s katerim so se proslavili ti ljudje, je bil tisti referendum o vodi, ki je bil izjemno učinkovito speljan, ampak tam je šlo za, bazično demagogijo. Tam so enostavno zmagali z čustveno zelo močnimi lažmi. Oni so lagali, da tista zakonska novela prinaša privatizacijo, pozidavo obale, nič od tega ni držalo. Ne? Ampak je bil tak moment, čustven, stresen, frustracije so nekako izbruhnile ven in je tam uspelo z navadno manipulacijo. Ne? To, kar pa zdaj lahko opažamo, skozi čas je pa najbolj sofisticirana propaganda in se vidi, da je bila ameriško šolana. Tukaj gre za stalno, permanentno igranje s čustvi njihovih pripadnikov in tle gre za vzbujanje plemenskega občutka. Ne? Oni se ves čas igrajo s čustvi svojega plemena. Torej, ustvarijo krizo tam, ko je ni, ustvarijo paniko, joj, ne bo nam uspelo v parlamentu dobiti, potem pa se seveda preštejejo, ker vejo naprej, koliko glasov je, razglasijo izjemen uspeh. Ne? Torej, strah, panika, groza, uspeh. Pa gremo naprej. In ta ritem ponavljajo iz meseca v mesec. Isto je bilo sedaj. Spet je bila groza, panika, ne uspeva nam, delujejo proti nam, temne sile se borijo, uničili nas bodo. In potem pride dogodek, ki je sam po sebi pa prikaz tega, kar je danes Bruselj. Ta odločitev, ki je bila sprejeta, je tipičen primer bruseljske mevževosti, ki ne zna povedati jasno črno-belo. Torej, kaj se je zgodilo? Popolnoma prav ima, da je razglasila zmago. Torej, po eni strani je seveda bila njena pobuda zavrnjena. Torej, ni se vzpostavil nov mehanizem, ni se vzpostavila obveza, ki so jo oni zahtevali, ampak je Bruselj, preden je povedal ne tega, najprej rekel, saj imate tam rešitev, saj obstaja ta sklad, vsaka država ima pravico, da se sama za to odloči, torej, to ni stvar za Bruselj, pejte loviti posamezne države, posamezne vlade, ki so vam ideološko blizu, pa naj vlade trošijo denar za to, lahko iz tega sklada. Skratka, šlo je spet za neko tako mešano odločitev in za tudi PR-ovsko, bom rekel, dejanje bruseljske komisije, ki se je rešilo pritiska. Če bi Bruselj jasno rekel ne,
to je nesprejemljivo, to je stvar, ki se tiče vsake vlade in vsaka vlada ima itak možnost to narediti na tak in takšen način, ne, potem bi bili seveda deležni velikega protesta. Tukaj je pa Bruselj PR-ovsko speljal tako, da se je rešil in Nike enih Kovač. in drugih, in Nike Kovač in tudi tisti, ki so opozarjali v Evropskem parlamentu, da to ni stvar Evropske komisije. Ne? Skratka, Bruselj je tukaj oddelal, da se je rešil nekega problema. Niko Kovač je pa fantastično odpeljala to kampanjo in njeno pleme spet diha, utripa v ritmu, ki so si ga želeli. Ne? Takoj v naslednjem momentu, ko je končala ta stavek, ne, zmagali smo, je pa šla naprej, nismo še zmagali, ne moramo iti naprej. Ja, ne? Skratka, vrhunsko vzdržujejo to svoje pleme v nekem čustvenem stanju, ki jim ustreza, da mu stalno sledijo. Skratka, gre za izjemno sofisticirano propagando in verjamem, da bo to eden ključnih dejavnikov v naslednjem desetletju. Tle ne gre zdaj samo za Niko Kovač, gre za celotno zgodbo v ozadju, gre za celoten aparat, ki se tukaj po vsej Evropi odvija. To je samo en primer, ki ga mi pač bolj spremljamo, ker dajmo reči, je slovensko centriran. Že dolga leta se po celotnem Balkanu, recimo, ko sem tudi pred leti delal kampanje v Srbiji, Črni Gori ali kjerkoli, se je govorilo o sorošoidih, torej o ljudeh, ki so rušili posamezne oblasti in jih je financiral seveda Soros, tako kot počne tudi z Niko Kovač. Skratka, gre za neko ideološko agendo in gre za izjemno učinkovit aparat, ki to agendo izvaja po vsej Evropi. No, ampak Matej Tonin, evropski poslanec, ki je že prej opozarjal, zakaj se sploh zavzema, je dejal, po 1 milijonu porabljenega denarja, evrov, ne, in po vseh solzah in tako naprej, vsej tej drami se ni zgodilo nič. Ne. Zdaj, vprašanje je, glede na to, kar ste zdaj rekli, kdo bo prihodnje to plačeval, ker ta milijon je dal Obama. Ne? To je Obamova fundacija, je plačala. Mislite, da bo še naprej plačeval? Ker mi, če zmaga desnica, bomo nehali plačevati. Zagotovo bo nadaljeval, ker pravim, tukaj sploh ni bistveno, zakaj gre. Ne? Če bi želeli rešiti ta problem, obstaja v 2 državah Evropske unije. Če bi želeli rešiti ta problem, bi šli z civilno družbo pomagati tem konkretnim osebam, ki imajo te težave. Tlele gre za peščico oseb, za katere bi lahko to financirali. Ne, oni ne počnejo tega zaradi reševanja problema, počnejo tega zaradi ideološke agende, ki jo imajo, in zaradi vzdrževanja svojega plemena v nekem ritmu, v nekih čustvenih valovih, ki jih potrebujejo, zaradi tega, da se ta agenda nadaljuje. Ne. Torej denar bo še naprej. Jaz sem prepričan, da bo ta denar še naprej kanaliziran v te organizacije. In to je zelo velik problem. Ne. Zdaj, zakaj je to tako velik problem in zakaj je nujno spremeniti tudi slovensko zakonodajo glede tega? Torej, eden bistvenih elementov moderne demokracije je transparentnost političnega delovanja, ki vključuje tudi transparentnost financiranja. In mi imamo v političnem delovanju seveda politične stranke. To je orodje, ki ga je naš ustavni sistem predvidel za politično delovanje. Zaradi tega imamo izjemno strogo zakonodajo glede financiranja političnih strank, imamo računsko sodišče, imamo vrsto drugih organov, ki to zelo dobro kontrolirajo. Prepovedano financiranje političnih strank iz tujine in tako naprej. Ne? In potem imamo neka druga orodja. In civilna družba je seveda pomemben del moderne demokracije, ampak civilna družba niso nevladne organizacije. Civilna družba smo vsi mi. Torej, profesor Bibič na Fakulteti za družbene vede, stari komunist, član centralnega komiteja, je na začetku 90-ih let razlagal odnos med civilno družbo in državo na takšen način, da bi ga danes obtožili, da je fašist in neoliberalec. On je zelo lepo razložil,
temeljne dimenzije civilne družbe, to je gospodarstvo, to je cerkev, to je morala, to je naša medsebojnost, to je civilna družba. In potem imamo državo kot orodje, ki ga civilna družba uporablja za urejanje, reguliranje te naše medsebojnosti. Ne? Zdaj imamo pa tukaj nevladne organizacije, ki uporabljajo status društev, zavodov ali pa nič od tega. Ki jih nihče ne voli. Ali pa nič od tega. Ki ne samo, da jih nihče ne voli, ki nimajo zaposlenih, ki se jih ne kontrolira glede financiranja. Torej imamo eno močvirje nekega političnega delovanja, ne, ki enostavno deluje mimo zahtev po transparentnosti političnega delovanja. In to so ljudje, ki so enako na političnem parketu kot politične stranke. In vse, kar je bistveno, je, da se organizacije, ki so izključno politične, da na isto raven, na kateri so politične stranke. Ne, torej, da se določi nadzor zaradi tega, ker imamo v tem trenutku iz tujine financirano politično delovanje, ki ni ne pod nadzorom Računskega sodišča, ne nobene druge organizacije. No in seveda za nameček lahko povemo, da je ta teden smo izvedeli, da menda je Janez Janša seveda takole napisal, da so mogoče, očitno, skratka, v tem inštitutu 8. marec zlorabili njegov podpis. Namreč, ko so oni zbirali podpise za to svojo peticijo, da bi vendarle Evropska unija to sprejela, je Janša dobil zahvalo, vidite, od My Voice, My Choice, ne, hvala za podpis, in seveda Janša nikoli ni nič podpisal, ne. Torej, kaj sploh dela ta My Voice, My Choice? Popolnoma možno je seveda, da so nekateri probali te zadeve zmanipulirati in je zdaj samo tukaj vprašanje, ne? Ja. Ali je to naredil nek posameznik, ki se je podpisal s tem, torej s tem mailom in ali to ta projekt šteje, kot da je to že podpisano, ali mora biti potrditev recimo strani maila. Ne? Ker ponovadi je mehanizem takšen, da če se ti podpišeš, dobiš ravno tak mail in moraš prek tega maila potrditi, da si to res ti in da ta zadeva velja. Ne? Tako da tukaj bi moral seveda, 8. marec pojasniti, ali so tisti poskus, torej tisto zlorabo šteli v svoj krog, ne, ali pač, ker ni bila potrjena strani tega maila, nekako ni veljala. Ne. Ampak to, možno je, da to celo niso oni sami krivi, da se je to nekdo spomnil, ker je mislil, da je hecno, ne. Ampak bistveno pa je pogledati, ali te zadeve sploh legitimno izvajajo. No, sej tu se lahko spomnimo, da so nekaj let nazaj 3 posebneži spremenili svoje ime v Janez Janša. In eden od njih je celo kandidiral na volitvah v Grosupljem, ne, takrat. No. To se pravi, ne vemo. Čeprav mislim, da se eden ali pa dva sta se zdaj vrnila na svoje matično ime, ampak pustimo, to je pač Slovenija. No, zdaj, bila je konvencija SDS, ne, in Janša je dejal na tej konvenciji, ločnica še nikoli ni bila tako jasna kot danes, ne. In potem je rekel, znižali bomo ta 1% pobiranje denarja za dolgotrajno oskrbo. Skratka, ko bo na voljo kader in ko bodo kapacitete, bodo to pobirali. Potem recimo dotaknil se je ilegalnih migracij, čakalnih vrst v zdravju. Ta tekst je zelo dolg, kaj vse je obljubil. Zdaj, kaj mislite, ali bodo s tem programom uspeli? Torej, mislim tako, program je izjemno jasen, no, in tudi precej pozornosti je bilo dano vsebini, ki se je pa pripravljala skozi čas. Ne. Podobno velja za trojček okrog Nove Slovenije, podobno velja tudi za demokrate, ker demokrati so šli v politični boj pravočasno, da so lahko, torej niso zadnji hip se nekako vključili. No. Ampak to temeljno zadevo, ki ste jo izpostavili, torej ločnica še nikoli ni bila tako jasna. Ne. Jaz mislim, da je tle nekaj, kar je pomembno razumeti. Zdaj, tisti, ki želijo nadaljevanje obstoječe oblasti, imajo seveda najbolj zanesljivo odločitev, če volijo za Goloba, precej manj zanesljivo, če volijo kako od manjših strank, ker ne vejo, ali bo prišla noter ali ne. Tisti, ki nočejo več Goloba, tisti, ki hočejo spremembe, imajo samo 2 zanesljivi možnosti. In to je SDS ali trojček okrog Nove Slovenije. Vse ostalo je nekje vmes.
ljudje, ki bodo volili demokrate, praktično ne vejo zelo natančno, kaj bodo volili, kaj se bo zgodilo. Ne samo zaradi tega, ker ni jasno, kako se bodo demokrati recimo obrnili, ampak bolj zaradi tega, ker je povsem jasno, da SDS ne zaupa demokratom in da je zelo jasno sporočilo, da se bo vlada, desna vlada, alternativna vlada, torej sestavila izključno, če se bo dalo zaupati 46 ljudem v parlamentu. To pomeni, da je zelo jasno sporočilo, da to, kar je zanesljivo, je SDS in trojček, Nova Slovenija, SLS in Fokus. Ne? Če to dvoje ne bo dobilo 46 glasov, potem je zelo vprašanje z imenom in priimkom, kdo so tisti drugi, na katere se bo dalo zanesti, ki se jim bo dalo zaupati, da se ne bi zgodili novi Puckoti ali Viranti ali kakšni drugi primeri iz zgodovine, ki so tukaj jasni. Zato je ta ločnica popolnoma jasna. Ne? Torej, popolnoma jasno je, da tisti, ki hočejo zanesljive spremembe, imajo dve možnosti. Tisto vse, kar je vmes, pa da se razumemo, legitimno je glasovati tudi za nekaj vmes. Torej, legitimno je glasovati za nekaj nejasnega. Tako kot je popolnoma legitimno glasovati za stranke, za katere se ne ve, ali pa se ve, da ne bodo prišle v parlament, če se volilec odloči zavestno, da ima zelo jasno sliko, kaj s tem počne. Ne? Ampak bistveno je to, mislim, da sporočilo, da na 22. marca je črno-bela odločitev in nekaj sivine, ki je na voljo volivcem. Ne? In zelo pomembno je, da volivci to vejo, ker je precej špekulacij, precej je govora o demokratih kot satelitih, ki bodo pritekli v objem, ki pa mislim, da jih ne čaka z odprtimi rokami. Ne? Preveč je, čutim preveč nezaupanja, da bi bilo pričakovati, da se bo res sestavila spet neka tvegana šibka vlada. Ne? No, ampak to, kar je mene začudilo v tej dosedanji kampanji, je, da so ti, ki so na oblasti, popolnoma pozabili do zdaj na upokojence. Ne? To so več kot 650 tisoč, bi morala celo reči, je teh volivcev in do zdaj v tej slaščičarni ni bilo nobenega bombončka, da tako rečem. Celo nasprotno pobirajo jim ta odstotek za dolgotrajno oskrbo, ki je sploh še ni. Ne? To se pravi, upokojenci so najbrž ta jeziček na tehnici, da tako rečem, med volivci, če bodo prišli, verjamem, da bodo prišli, ker so tudi oni lahko zelo prikrajšani in jezni. In šele zdaj jim je vlada dala še dodaten odstotek povišane penzije, ki pa bo stopil v veljavo sicer marca, izplačan maja. To se pravi, kaj se je zgodilo, zakaj so pozabili na upokojence? Jaz mislim, da so pričakovali, mogoče so res celo verjeli, da jim gre tako fajn, kar se tiče makroekonomskih kazalcev, da bo avtomatično višja rast pokojnin. Videli smo, da je bil celo šef Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje malce začuden, presenečen, da so makroekonomski kazalci tako slabi, da je bil ta dvig toliko nižji. Ne? Oni so pripravili denar. Tukaj gre spet za nek manjši bombonček, neko popravljanje, spet prikrivanje zelo slabega stanja, v katerem je Slovenija. Ne? Na drugi strani je pa najprej prva jasna obljuba. Ne? Če pride do te alternative, ki sem jo omenil, torej do večine SDS plus trojček okrog Nove Slovenije, je prvi takojšnji ukrep najprej ukinitev plačila, torej prispevka za dolgotrajno oskrbo strani upokojencev, ker to mislim, da je dejansko nesprejemljivo. Jaz verjamem, da je to neustavno. Pri pokojninah gre za pridobljeno pravico, v katero se ne more posegati z nekimi takšnimi novimi dajatvi, še posebej ne za nekaj, kar sploh ne obstaja. Ja. Ne za nekaj, kar ima tista peščica že težavo pridobiti. Ne? Tako da tukaj je popolnoma jasno, kaj bodo prvi ukrepi za upokojence. Mogoče bo zelo pomembno v naslednjih tednih videti še eno zadevo. Obstaja tista zahteva za popravo krivic tudi za nazaj, zahteva, ki jo je oblikovala ekipa, ki je nekoč sodelovala z gospodom Ruparjem pri
gibanju upokojencev, tudi tisti zakon, ki je bil predlagan, pa ga je Golobova večina seveda zavrnila. Če bi ta blok alternative pograbil tisto rešitev in mislim, da takrat so jo podprli, pa če bi jo uspel makroekonomsko umestiti v današnjo realnost slovenskega stanja, mislim, da bi znal biti to tudi nek prelomen moment še v finišu, kar se tiče upokojencev. Sicer je pa treba nekaj vedeti, ne? Tudi veliko upokojencev, seveda govori se o tem, ja, upokojenci skrbijo samo za svoje pokojnine, ne skrbijo za prihodnost. Ne, jaz mislim, da to ni res. Jaz sem v moji dolgoletni karieri, tudi na terenu v kampanjah, videl, da veliko upokojencev bo prej skrbelo za prihodnost svojih vnukov, kot za to, koliko bodo imeli naslednji mesec oni sami. Prej si bodo odrekli temu, kar iz meseca v mesec kaplja tisti drobiž k njim za neko perspektivo, prihodnost njihovih vnukov. Torej tudi oni, ko razmišljajo o volitvah, ali pa velik del njih, ko razmišlja o volitvah, razmišlja dolgoročno, odgovorno do države. No, ampak zanimivo to s temi upokojenci, ne, poglejmo, kako so stranke, recimo gospa Jelka Godec, opozarjali na to dolgotrajno oskrbo, pa jih nihče ni slišal. Poglejmo. Najlepša hvala. Jaz bom najprej citirala predsednika vlade iz 38. seje 3. februarja 2026, ko je odgovoril na poslansko vprašanje dejal: ampak hkrati je Slovenija socialna država in niti en evro prispevka, ki se jih pobere, ne gre nikamor drugam kot krepitev socialne kohezivnosti naše družbe in splošno blaginjo. Nobena vlada, še najmanj naša, ne pobira prispevkov zato, ker bi mi kaj od tega imeli. Pobiramo jih zato, da najranljivejše skupine, kot so starejši, kot so otroci, kot so invalidi, lahko dobijo dostojno življenje. In dostojanstvo življenja smo postavili na prvo mesto pri vseh politikah. Kdo v tej dvorani se lahko strinja s tem, kar je dejal predsednik vlade in kar smo tudi danes poslušali in kar v bistvu Slovenci danes doživljajo? Pobira se davek na dolgotrajno oskrbo za storitve, ki jih ni. Torej, definitivno ne drži, da se ne pobira davkov za najranljivejše skupine, da živijo dostojno življenje. Pobira se davke za to, da se kupi Litijska za 7,7 milijona evrov. Kaj imajo davkoplačevalci, kaj imajo starejši, kaj imajo invalidi, kaj imajo otroci s posebnimi potrebami od tega? Propadajočo stavbo, za katero je iz državnega proračuna odteklo 7,7 milijona evrov. Nič drugega. Zato nimajo bolj dostojnega življenja. No, to, kar je presenetljivo, ne, da v tem mandatu so ves čas opozarjali. Jaz ne vem, je to taka aroganca, ker v prejšnjih mandatih, recimo, če bi kdo naslavljal ta vprašanja ali pa da se začne pobirati nek davek, pa se ga ne more kar tako iz zraka. Sploh ne vemo, koliko stane, kakšne so kapacitete. Zdaj cela Slovenija plačuje samo za 20.000 nekih upokojencev, ki so že v domovih. Tistih, ki bi radi noter, pa ne dobijo odločbe, tisti ne dobijo nič. Tega varovanja in dolgotrajne oskrbe na domu tudi ni. Kako je mogoče, da s temi argumenti niso prebili? Torej najprej aroganca in nesposobnost in seveda neposlušanje kakršnih koli argumentov. Torej to, kar so naredili, je velika svinjarija. Torej oni pobirajo denar za nekaj, kar ni na voljo ljudem, potem govorijo, da je to shranjeno za bodoče stroške, uporabijo za likvidnostne težave, ki so skopali ogromno luknjo v proračun, in ni čisto nobenih obetov, da se bo spremenila dostopnost teh storitev. Ravno nasprotno, torej oni uničujejo same temelje, ki bi sploh omogočili razvoj kvalitetnih socialnih storitev pri nas, zaradi ideoloških razlogov, ker enostavno ne znajo, niso sposobni razumeti, kako potekajo zadeve, kako se rešuje tako težke in zapletene
sistemske rešitve. Ne. To, da pa ne prebije, to je pa problem današnje demokracije, ker enostavno ni dialoga, ni kadarkoli je opozicija lahko tudi prijateljsko opozorila, konstruktivno opozorila, da je treba kako neumnost popraviti, se je najprej naredila neumnost, potem se je pa Golob pokazal kot rešitelj, ki bo to neumnost popravil in odpravil. Ne tako kot zdaj, recimo pri normiranih SP-jih, ker je sam rekel, ja, smo naredili bedarijo, jo bomo odpravili, ne, ampak oprostite, o tem se vas je opozarjalo, ker postopek zakona ni iz zdaj na čez 10 minut. Postopek zakona traje in pri vsakem zakonu prihajajo opozorila, je čas, da se zadeve popravijo lahko tehnično. Jaz se spomnim tistega obdobja prve Janševe vlade, ko so bili Socialni demokrati v partnerstvu za razvoj. Takrat se je čez 50 sistemskih zakonov rešilo tako, da je poleg vladne koalicije pri pripravi detajlov tehničnih sodelovala tudi stroka enega dela opozicije. Ne? In takrat so bile seveda rešitve dosti bolj kakovostne. Ne? Pa takrat ni bilo toliko transparentnosti digitalne, kot je danes, ko lahko toliko ljudi vidi, da se pripravlja neka neumnost. Ne? Danes bi dejansko lahko z uporabo vse pameti, ki jo premoremo v državi, sprijemali dosti bolj kakovostne zakone, kot se je to dogajalo v tem mandatu. No, pri tej ideološki aroganci seveda moramo omeniti tudi to tako imenovano zeleno agendo, ne, to zeleno laž. Ne. Zdaj, poglejte, ta teden smo imeli izpad elektrike na Štajerskem, ampak to ni bil samo izpad. Skoraj en teden so bili nekateri ljudje brez elektrike, predstavljate, danes, s tem datumom leta 26, pri čemer mi zdaj že 2 leti plačujemo ogromne zneske za neko omrežnino, tega omrežja ni. Ne, to je spet neka laž. Bom rekla nateg. Ne. Torej, kaj se zdaj dogaja? Mi pa še vedno brez omrežja, pa plačujemo omrežnino. Področje energetike je najbolj netransparentno, močvirje v slovenskem prostoru, ne vem, kako je pri drugih državah. Ne. Tukaj gre za milijarde. Ne, in od teh milijard je res vprašanje, kam so vložene. Res je, da so to izjemni stroški. To postaja ena najbolj pomembnih panog za moderno življenje. Ne, in največji problem je, da so predvsem ljudje na odmaknjenih krajih najbolj prizadeti, kar smo videli zdaj ravno v tej nesreči. Ne? Ampak zakaj je to za Slovenijo še poseben problem? Naš način življenja je pač takšen. Mi radi živimo v stiku z naravo. Mi nismo narod, ki se bo cel strnil tukaj v to ljubljansko kotlino, v neke mega nebotičnike, ampak večina ljudi želi živeti razpršeno in to je slovenski način življenja. In ta način življenja je seveda dražji, kot če bi živeli v enem mega bloku, kot bi bilo na Kitajskem, ne? Ampak to je naš način življenja. In zato je pomembno, da se denar, ki se pa pobira tudi od teh ljudi, ki nimajo čisto nobene kakovosti oskrbe z elektriko, kar smo lahko videli v medijih zadnje dni, ne, in ni pošteno, da se do njih elektrodržavna podjetja na tak način obnašajo. Skratka, gre za močvirje, netransparentno, ni nenavadno, da je predsednik vlade iz tega močvirja prišel kot milijonar s preprodajo elektrike. Skratka, gre za izjemno umazano področje, kjer se od vseh milijard, ki se ljudem pobere, ogromno razprši v neke čudne projekte, plačila in tako naprej. Ampak to, kar je najbolj perverzno pri tej zgodbi je, da bodo omrežnino za ta teden, ko niso imeli elektrike, še vedno plačevali. Zato, ker jo plačuješ, da tisto moč, ki pa dobro, nihče ne ve, ni bilo elektrike prav, ampak omrežnina bo pa plačana. Tako. In še enkrat, najbolj nastradajo ljudje, ki so že itak, ki držijo, da je Slovenija da je vsa poseljena, ki dejansko držijo naš teritorij. Tisti, ki bi morali biti subvencionirani dejansko, da živijo v takem okolju in da ohranjajo slovenski način življenja, oni so najbolj prizadeti potem zaradi politike vseh teh sistemov, ki
ki pravim, so eno navadno močvirje. No, se je pa ta teden zgodil narod, seveda ljubljanskemu županu v Štepanskem naselju. To sta dva pobudnika oziroma prvo govornika, ne Klemen Flajs, pa Borut Hočevar. Borut Hočevar je tudi naš novinarski kolega iz Financ. Zdaj, oni so zbrali več kot 700 pooblastil in na sodišču, na okrajnem sodišču dosegli začasno odredbo, da se zadrži izvajanje novega parkirnega režima. To se pravi, Janković je pobiral parkirnino tudi na ozemlju, za katero je še sporno, a je v lasti mestne občine Ljubljana ali ni, ne? In seveda pisali so redarji listke, odvažali avtomobile. To je v bistvu velika zmaga. Kaj vi rečete? Mislim, da je to zelo velika klofuta, predvsem aroganci mestne oblasti. Zdaj pa jaz absolutno strinjam, da je treba narediti red, da je parkiranje postalo nekaj izjemno pomembnega spet za modern urbani način življenja, da je to redka dobrina, da je seveda treba plačati za to, ne? Ampak osnovni problem je seveda najprej način, torej dialog, ki ga ni bilo. Jaz mislim, da se je zadnja leta v Ljubljani precej zanemarilo odnos do marginalnih ljudi, marginalnih z vidika občinskega interesa. Ne? Ko gre za neke velike investicije, bodo seveda vsi birokrati skakali in tam poteka komunikacija na razne načine, kar smo lahko v preteklih mesecih videli v številnih aferah. Ne? Ko pa gre za maso ljudi, s katero bi morali uskladiti, in je bilo tudi govora o tem, zakaj občina tam ne uredi torej parkirna mesta. Ne? Torej vlaga denar v številne druge projekte, ne poskrbi pa za temeljno infrastrukturo za ljudi. Ne? Skratka, gre za precejšnjo klofuto, predvsem načinu, na katerega se je občina lotila problema, ki ga je treba rešiti. Ne? Torej, prometni kaos v modernih urbanih mestih se pač ne more nadaljevati. Jaz razumem, da so ljudje kakšni vajeni tudi tega kaosa, ne? Ampak strinjam se s tem, da je stvari treba urediti. Strinjam se s tem, da je pač treba v modernih mestih plačevati za parkirna mesta, ali so to mesečne, letni abonmaji ali kakorkoli, ne? Ampak to je predvsem klofuta načinu, na katerega se je mestna oblast lotila reševanja tega problema. Ali mestni oblasti zmanjkuje denarja, da ga pobirajo zdaj? Pa jaz mislim, da gre bolj za aroganco. No, gre bolj za odnos, ki pravim, da slišim iz različnih koncev, da se je zadnja leta malo spremenil in da je ta stopnja arogantnosti postala res moteča, že tudi za številne, ki so bili močni podporniki župana Jankovića. Ne? Tako da tukaj očitno se bo moral malo spustiti na tla. No, ta teden smo končno odprli tudi nov zapor v Ljubljani, v Dobrunjah. Zapor je namenjen 388 osebam, od tega 60 na odprtem oddelku in ima 26.000 kvadratnih metrov bruto površine. Dobro, zdaj bila je tudi afera in ta se še vrti, ne? Kam so šli te odpadki iz te parcele, kam so jih odvažali, to je spet del mogoče za MOL in tako naprej, ampak skratka, vprašanje imam za vas, ker smo videli tudi slike zelo lepo opremljenih sob, imajo tudi hladilnike, skratka, ni da ni v tem zaporu in seveda so bili komentarji na spletu, zdaj dijaškega doma nimamo, ne, ali pa mogoče kakšnega doma za starejše tudi ne, ampak imamo pa zapor. Tudi v Kopru imate nek nov zapor. Me zanima vaše mnenje. To je pač del moderne civilizacije. Ne? Mi živimo v neki ultrahumani civilizaciji. Jaz verjamem, da večina ljudi je prepričanih, da si ne zaslužijo takega standarda, pa vendar, zaradi dajmo reči, grozot iz preteklosti se je moderna družba nagnila v drugi ekstrem. Ne? In to so izjemni pogoji. Jaz verjamem, da bi ne samo številni brezdomci, ampak tudi veliko ljudi, ki živi v svojem stanovanju, raje imelo tako sobico, kot smo jo lahko videli na televiziji. Ne? Ampak po drugi strani je pa to sestavni del nekako modernega življenja. No? In bistveno tukaj se mi zdi, no, da bo zagotovljena varnost, da ne bodo
bom rekel, bežali, tako kot smo videli v zadnjih letih nekaj primerov nekih pobegov, no, ampak še enkrat, kar se tiče samega standarda, jaz verjamem, da si veliko ljudi misli, da bi morali biti zločinci ostreje kaznovani, da živimo v neki preveč permisivni družbi, da si tega standarda ne zaslužijo. Po drugi strani je pa to sestavni del moderne Evrope. No. No in za konec poglejmo še eno stavbo, ki se obeta Ljubljani, to pa je tako imenovana Severnica, to je stolpnica Severnica, ki bo v nadzemnem delu imela 21 nadstropij, bo za poslovne prostore in za 740 zaposlenih. To je okoli 100 metrov visoka stolpnica. Zdaj, kam je umeščena, to je spet zanimivo, v ta sam vogal med Celovško cesto in obvoznico, kjer res ni zelo veliko prostora, kaj šele o kakšnih parkiriščih ne moramo govoriti, ne. Kako bo s tem, spet ne vemo. Pa tudi govorili so nekaj časa, da bo to zasnoval studio Zahe Hadid, umrle iraške arhitektke, ki je živela v Veliki Britaniji, ampak vendarle tudi zdaj bi želeli poiskati neke podobnosti, pa seveda to ni Zaha Hadid, ne. To sta samo Sadar in Vuga, zdaj bom tako rekla, se upravičujem, samo Sadar in Vuga. Zdaj, v redu, krasno, to bo zdaj najvišja stolpnica. Zanima me, ali gre ta razvoj, ki ga pač župan tudi podpira in spodbuja, skladno. Namreč mi nimamo javnega prevoza, nimamo parkirišč, Štepansko naselje nima praktično nobenega urejenega parkirišča, nima garaže. Kaj se mi gremo, zakaj delamo vse te objekte, nove stolpnice, se lepo, da jo imamo, ampak kako se bodo pa te ljudje zdaj spet prevažali, pa tam neka stanovanjska soseska. Kaj delamo? No, jaz zdaj najprej, v principu mislim, da moderna mesta potrebujejo vertikale, da je to bolj učinkovita raba prostora, kot da bi zasegali ogromen prostor za enako kvadraturo. Ne. Tukaj bo zagotovo seveda zahtevna gradnja, upam, da bo za estetiko poskrbljeno in glede te lokacije celo nimam nekih zadržkov. Ne. Jaz mislim, da je pa recimo dosti bolj moteči, zame je bolj moteč recimo poseg v prostor tistega kopališča Ilirija, ki je bil prej Plečnikov, zdaj gre pa za nek ogromen objekt, ki bi prej sodil na tako lokacijo ali na Stožice, ker mislim, da na tisti lokaciji, na kateri je bila tako dragocena veduta na zelenje in Ljubljana se ponaša s tem, da je zelena prestolnica Evrope in mislim, da je tisti tivolski del dejansko takšno bogatstvo, da je škoda, da se ga je uničilo s tistim posegom v prostor. Ne. Tle pa bodo seveda še druga vprašanja odprta, ne, in tle pa spet predvsem, ali bomo še kadarkoli lahko videli kakšno tarčo, recimo na podobne primere, da se ne bo dogajalo podobno, kot se je dogajalo na tej isti ulici, malo bolj navzdol. Ne. Dobro, s tem končajva. Dr. Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.